Jezikanje. Vsak ponedeljek ob 8. Dobro jutro, cenjene jezikalke in jezikalci. Zajda sva prejšnji teden petek zamenjala za ponedeljek, današnji ponedeljek pa bo tudi, kot rečeno, nekoliko petkov. Ja, tako predano se zapleteš, mogoče dovoli, Dobro da jaz jutro, Ajda, ja. Dobro jutro, dešifriram. V petek smo zaznamovali Mednarodni dan maternega jezika in midva seveda tudi danes ne moreva čisto mimo tega. 21. februar, Mednarodni dan maternega jezika, razglasil UNESCO leta 1999. Zakaj ravno ta datum, pa tudi morda že vemo, ne? Ja, v spomin protesta bengalskih študentov, ki so torej 21. februarja leta 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj materni jezik, bengalščino, in ob tem tudi nekateri izgubili življenje. Kar si je danes kar težko predstavljati, da bi kakšen študent bil pripravljen umreti za slovenščino, ne? Ampak slovenščina za vse, ki jim predstavlja prvi ali materni jezik, niti ni tako samoumevna. Ne. Kaj se dogaja s slovensko besedo v zamejstvu, natančneje v okolici Trsta in Celovca, vedo najini današnji trije sogovorniki, ki so bili pa minuli petek tudi gostje literarnega večera ob dnevu maternega jezika, ki so ga organizirali v Društvu slovenskih pisateljev. Prva med njimi in prva med najinimi današnjimi gosti je Nadja Rončeli iz tržaške založbe Mladika. Kljub temu, da se slovenski človek v Trstu, v Italiji lahko izobražuje v slovenskem jeziku, od vrtca do srednje šole lahko zaključi izobrazbo, vendar ne moreš se stalno povsod izražati v slovenskem jeziku, obstajajo določene omejitve. Tudi v jeziku nisi enako suveren, ker nimaš vsakodnevnega stika z živo slovenščino. Včasih nam rečejo, da je naša slovenščina preveč knjižna ali pa papirnata. Ja, in da bi ta očitek slišala čim manjkrat, si Nadja Rončeli pomaga s tistim papirjem, ki je v večini poštnih nabiralnikov sicer precej nadležna zadeva. Jaz recimo z velikim spoštovanjem prebiram reklame slovenskih trgovin, da se učim besede, ki se uporabljajo za čevlje, za belo tehniko, ne, ker nisi vedno v stiku z živim jezikom, ne. Velikokrat iz neke lagodnosti se kar dobesedno prevaja iz italijanščine, kar je zgrešeno, tako tale želja in potreba, da se izobražujemo, da spoznavamo in da bi bila tudi predvsem naša šola dovolj kvalitetna, da bi imela dovolj kvalitetnih profesorjev, recimo ne samo slovenščine, ker marsikdaj recimo profesori na osnovnih in srednjih šolah, predvsem nekih tehničnih ali znanstvenih predmetov, se izobražujejo na italijanski univerzi, recimo v Trstu, in včasih morda prav v tej komunikaciji znanstvenih predmetov pride do nekih pomanjkljivosti, ne, in do nekih nesporazumov. Ja, včasih tudi do zelo zabavnih nesporazumov prihaja zaradi prej omenjenega dobesednega prevajanja iz italijanščine. Tadej, kaj bi rekel, da pomeni, da ti nekdo sedi na želodcu? Ne vem, da ti je... A je to podobno kot pri nas, da imaš nekoga v želodcu? Rečemo mi, da imaš nekoga v želodcu ali nekoga v zobeh? Ja... Ne, sicer... Verjetno iz narečja to pride tudi, ja. Sicer to pomeni, ja, kot bi mi rekli, da te gre nekdo na jetra. Ja. Torej, sediš mi na želodcu, namesto greš mi na jetra. Ali pa recimo nekoč en gospod rekel, sem si zavezal za prst, nek moj prijatelj, in tale gospa iz Slovenije, ki je gledala, to je v slovenščini zapisati si za uho. Ne, v Italiji pa si, to ogromno teh kalkov je, da včasih, ko si v srednjem slovenskem prostoru, morda pride do nekih nesporazumov, kot sem zadnjič neki gospe pravila v naglici, namesto tale SIM kartica kar sheda. Ja, ker si tako reče v italijanščini, ne. Kot učinkovito orodje pri spodbujanju otrok v osnovnih šolah v okolici Trsta, da čim več govorijo slovensko, pa se je izkazalo to, da jim učitelji dovolijo govoriti v narečju, pravi odgovorna urednica pri založništvu tržaškega tiska Martina Kafol.
kot neka tiha domena začenjajo nekako dopuščati, da otroci govorijo v šoli v narečju, nekoč se ni to dovolilo, ne? Nekoč si silo otroke, da govorijo v knjižni slovenščini in v trenutku, ko lahko govorijo v narečju, se pravi narečju, ki ga uporabljajo tudi doma, ne čutijo potrebe, da bi posegali po italijanščini, zaradi tega, ker nekje si moraš pomagati, ko ti zmanjka beseda, jo moraš nekje druge najti, ne? In zdaj, če si navajen govoriti, seveda pade vedno kakšna italijanska beseda tudi v pogovor, ker kot je povedala tudi kolegica, imamo celo vrsto kalkov, ampak vseeno, vsaj ne prešaltajo na drug kot, se pravi, ostanejo pri slovenščini. Ja, Nadja Rončeli pa dodaja, da bi si želeli še več pomoči in spodbud iz Slovenije. Tudi recimo Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu stalno išče neke rešitve. Zdaj recimo celo Srednjemu slovenskemu dnevniku, Primorskemu dnevniku ponuja brezplačno lektoriranje naslovov in člankov, ne, kot pomoč. Recimo takih pomoči res smo krvavo. Tisti, katerim je slovenščina zelo mar, zelo pri srcu, se zavedamo teh pomanjkljivosti in si želimo čim več pomoči, čim več spodbud, čim več stikov, recimo živih stikov tudi s Slovenijo in živim jezikom. Tako Nadja Rončeli, zdaj pa še prek neke druge meje. In tretji gost namreč ne prihaja iz Trsta ali njegove okolice, ampak z avstrijske Koroške, to je Hanzi Filipič iz Mohorjeve družbe v Celovcu, ki pravi, da na avstrijskem Koroškem slovenščina pa ni v dobri kondiciji. Jezikovna kompetenca zlasti pri mladih zelo pada, je vedno manjša, vedno manj otrok res tudi obvlada slovensko, da res govorijo tudi slovensko, recimo od doma, da so se doma že naučili. In pri nas je to tako, da smo velikokrat starši tisti, oziroma v glavnem starši tisti, ki moramo poskrbeti za to, da govorimo s svojimi otroki slovensko. Seveda je pa veliko tudi mešanih zakonov, ko eden govori nemško, drugi slovensko, oziroma je dvojezičen, da se vraja tudi slovensko in nemško govori. In potem se že zna zgoditi, da otroci oziroma družinski jezik zapade kmalu v recimo nemščino. Ta asimilacijski pritisk je na avstrijskem Koroškem veliko močnejši, po moji oceni, kot na Primorskem, ampak zdaj ne bi rekel, da je to neke vrste posledica nemško-nacionalnega ali pa rastočega nemško-nacionalnega pritiska ali pa uradnega pritiska, čeprav slovenščina je še vedno strukturalno zapostavljena na avstrijskem Koroškem, ampak je velikokrat tudi lastna izbira, lahko tudi rečemo komodnost, da recimo mlajši ne uporabljajo več slovenščine oziroma ne znajo več toliko slovensko, da bi recimo še brali slovenske knjige. Ja, sam je odraščal na vasi, kjer so včasih govorili večinoma slovensko. Danes pa pravi, slovenščino govorijo le še izjemoma, običajno starejši ljudje. Ta južna Koroška se je tako močno ponemčila, da zdaj skoraj nimaš več slovenskega prostora, ki bi res lahko uporabljal slovenski jezik. In to je po moji oceni problem. Je pa po drugi strani tudi tako, da naš izobraževalni sistem, ki je v glavnem dvojezično izobraževalni sistem, se pravi, da je učni jezik slovenščina in pa nemščina, da tisti, ki ima voljo in ki se zanima za jezik, za slovenščino, se lahko od vrtca, jasli, tja do mature res lahko dobro nauči slovensko. Recimo tak primer je tudi sin deželnega glavarja Petra Kajsarja, ki je hodil na slovensko gimnazijo in zdaj tudi zna slovensko. Tako da te možnosti so že tudi, in je tudi nekaj takih primerov. Ampak seveda število in jezikovna kompetenca pa žal padata. Kot je rekel z lepo slovensko besedo, zaradi komodnosti. Hanzi Filipič pripisuje vse skupaj dejstvu, da danes veliko več potujemo, mladi iz avstrijske Koroške, tudi slovensko govoreči, pogosto študirajo na Dunaju ali v Gradcu, veliko prej kot v slovenščini, pa so tam na voljo knjige v nemščini ali pa angleščini. Moja izkušnja je ta, da mladi berejo tisto, kar želijo brati, to se pravi to, kar jim je vsebinsko glih paše, in tu imaš nemški prostor in obvladajo nemški jezik zelo dobro in potem seveda izberejo raje nemško knjigo, ker te enakovredne knjige, oziroma vsebinsko enakovredne knjige ne najdejo na slovenskem trgu.
Ja, no, ampak težava majhnega trga in pomanjkanje kakovostnih prevodov, to je že druga zgodba. Za morda kdaj drugič, ja. Gotovo pa ne za prihodnji ponedeljek, ker takrat že imava temo pripravljava še eno povezano z maternim jezikom v Sloveniji, ki pa ni slovenščina, pač pa slovenski znakovni jezik. Ja, tako spoznali bomo Valerijo Škof, prvo gluho novinarko v Sloveniji, ki nam bo pokazala dobesedno, da sta slovenščina in slovenski znakovni jezik popolnoma različna jezika, na kar slišeči pogosto pozabimo. Se slišimo v ponedeljek.